Lepo pozdravljeni v Sijolovem podcastu. Ta bo tokrat športno barven. Kdo je naš gost? Zaenkrat se skriva še tam za ekranom. Je pa za njim zelo pestro leto 2023, ki je imelo tako negativen, kakor tudi pozitiven prizvok. Začelo se je žal z negativnim, saj je moral zaradi težav s srcem predčasno končati športno pot. A je kaj kmalu posijalo sonce. Ženo Matejo sta namreč postala starša, sam pa je ekspresno presedlal v drugo kariero, v kateri že opravlja funkcijo športnega direktorja pri razvojni ekipi UAE Emirates, katere član je bil zadnja leta tudi sam in katere član je še vedno zvezdnik svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar. Verjetno že veste, da je govora o Janu Polancu. Obiskali smo ga v Alicante v Španiji na ekipnih pripravah, kjer si je vzel čas za Sijolov podcast. Jan, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Jan, zaradi vsega tega naštetega, povedanega, je bilo tvoje leto 2023 res pestro, a ne? Kako si vse skupaj doživel, občutil, kar se ti je dogajalo? Res je, bilo je tako, da mogoče prvi del leta je bil bolj nedober, bolj slabše, slabe novice so bile, ampak pa je bilo pa skozi bolj in tudi rojstvo otroka in pa seveda na koncu se dobil tudi potem novo službo, novo vlogo, tako da nobenih skrbi. Lani sva se ravno v tem času in to ravno v Alicanteju pogovarjala o tvojem programu za 2023 koledarju dirk, na to pa smola in konec kariere. Kakšen udarec je bil to zate, da si kar naenkrat moral končati športno pot? Mislim, udarec je zato, ker sigurno sem imel še plan nekih vsaj 5 let dirkati. Tudi se mi zdi, da forma in to je bila še vedno na nivoju, nisem zdaj šel dol, tako da motivacija je bila sigurno, da bi nadaljeval še kariero, nismo vedeli točno, ali bo to možno ali ne, tako da lani, jak so se zgovarjala, tukaj sem še planiral, da se bo to nekako rešilo, ampak pride taka situacija, da se ne da vedno vse rešiti, pa pridejo druge stvari potem. A lahko mogoče našim bralcem oziroma zdaj po novem tudi gledalcem razložiš, kakšne všečnosti si sploh imel zaradi srca? Ja, v bistvu, ko se mi zgodi, sicer na srečo se mi to zelo redko zgodi. A še? Ne, zdaj ne več, do zdaj ne, tako da upam, da se mi ne bo dogajalo, ampak imel sem neke vrste, pride do neke aritmije in dobim, v bistvu sem imel maksimalen puls 300 udarcev na minuto in sem imel tudi srečo, da ob tem nisem se zgrudil oziroma da ni prišlo do nekega zastoja srca. Sem bil lih na dirki takrat in sem začutil to in sem se ustavil, tako da nekako ni pa možno voziti kolesa, seveda, ko imaš toliko utripa, tako da je nelagodno, ampak na srečo ni bilo to pogosto. Zdaj zaenkrat, da za moje življenje še ni tako usodno, da ne bi mogel nekako rekreativno se ukvarjati športom in žal profesionalno ne bom vozil, ampak še zmeraj nekako lahko počnem večinoma stvari. Pa si zdravniško službo prišel temu do dna, zakaj se ti to dogaja? Ker namreč nisi edini v svetu kolesarstva, ki ima tovrstne težave in da je moral končati športno pot. Ja, mislim, smo prišli do tega, da se je ugotovili nekako, iz kje prihaja ta problem in ga je nekako možno odpraviti ali ne, in je zelo kompliciran in točno zdaj mislim, da se še čist ne ve, kaj je vzrok, ampak se sumi na nekaj, ampak zato bomo mogli tudi spremljati v prihodnje. Je neka vrste kardiomiopatija, ampak bomo videli mogoče z leti točno, kaj je. A si kaj na biciklu pa sploh? Letos sem bil sicer bolj malo, pa niti ne zato, ker ne bi smel ali pa ne bi maral zajti več na kolo, ampak enostavno so bile tudi druge stvari in potem za kolo sem imel prej dosti časa, zdaj mogoče kakšne druge stvari počel v tem času. Ampak zeleno luč za kolesarjenje pa verjetno imaš, ne? Sicer ne na teh polnih obratih, ampak toliko, da lahko kolesariš verjetno. Mislim, lahko kolesarim, ne seveda s tistim pulzom visokim, ampak
Nam povej, koliko si recimo ponovadi teh kilometrov naredil? A zdaj v prostem času? Ne, ker si bil profič. Ja, ker si bil na leto, Ja. recimo. A na leto tam med 25-30 tisoč nekako. Tako pač. Vse mislim, da je to kar nekak standard za profesionalne kolesarje. No. Tam okrog, kakšni tudi več naredijo, no, sigurno. Pa ti je tako presekal fejspol, ko si mogel pač nehati? Pa niti ne, saj malo mi tudi pasal, da malo nehaš kdaj, ampak ja, sigurno pa zdaj tudi recimo, ko smo tu na pripravah, bi rajš bil na kolesu recimo kot pa v avtu, no. Je čist drug način dela, ne, zdaj, ne? Ja, zdaj veliko bolj tako, bi rekel, več razmišljanja, več stresa, treba je razmišljati za logistiko, da vse stvari štimajo, no, da potem tudi za kolesarje, da je čim bolj enostavno, ampak ti moraš pa vse uskladiti, ne, tako da ja. Zdaj torej razumeš očija, ki je bil tvoj trener tudi nekoč, zakaj moraš za vse skrbeti, a ne? Ja, zdaj razumeš malo, kot to stvari, tudi mogoče prej bi bil v ekipi dobro, pa jaz niti nisem bil toliko problematičen, ampak kakšni kolesarji skozi kaj hočejo in ja, vidiš, da je pa v bistvu imaš ti skozi te modele in moraš uskladiti, pa je prilagoditi tega na druge stvari recimo in to vse za sabo potegne, ampak ja, tako pač je. Tvoj oče te je vpeljal kolesarstvo, a ne? Zdaj, če bi takrat, ko si se ti rodil, njega vprašali, ali bo Jan kolesaril ali ne, bi verjetno rekel, samo da bo zdrav in da se bo gibal. Zdaj si ti starš svojemu Liamu, mu boš utiral pot v kolesarstvo ali ga boš pustil, da se sam odloči za svojo pot? Jaz mislim, da ne se sam odloči, jaz mu mogoče kolo ta zadnja stvar, ampak ne, malo hecam, ampak ja, raje vidim, da mogoče proba kakšen drug šport tudi najprej, preden proba kolo. Zdaj, če pa sam silo v kolo, pa tudi pa naj bo kolesar, ne, ampak ja, je težak šport, tako da sigurno mogoče prvo šel, da bi v čem drugemu zelo uspešen, kakšnemu drugemu športu. A pa s te strani, ki si pa zdaj, ki si pa kot športni direktor, kaj drugače gledaš kolesarstvo? Pa, mislim, drugače, niti ne, no, saj mogoče bolj opazuješ stvari in kolesarje, ne, ker prej te v bistvu to niti toliko mogoče ne zanima, zdaj pa ja, moraš nekako tudi z druge strani gledaš na stvari, no. Prej si pač kot kolesar, zdaj pa tudi kot športni direktor, ne. Pa ni to kar tako enostavno prideti, ne, do tega naziva športni direktor, je kar nekaj učenja pa izpite, ne, za narediti opraviti. Ja, treba je nekaj izpite narediti, tudi zdaj, če hočeš biti v profesionalni ekipi, moraš tudi v Švico delati izpit, tako da sem opravil to in ja, zdaj lahko v bistvu opravljam, no, to delo. In kaj to tvoje delo sploh obsega? Kaj moraš vse početi kot športni direktor? Ja, v bistvu je glih to, ne, moraš vso logistiko pripraviti za dirke, ne, da vse štima, s kolesarjem si v kontaktu, pripraviti plan za celo dirko, ne, se pravi vsako etapo posebej, tudi da jim lahko potem predstaviš pred dirko etapo in taktiko in vse stvari, no. Tako da. Tega se lahko kar veliko naučiš kot kolesar, ne? Zlasti takšen tip kolesarja, kot si bil ti, ki si mora imeti vse pod nadzorom, ne? Ja, pa mislim, kolesar se bolj uči taktičnega dela dirkanja. Ne pa vse ostalo, kar je po dirki, pa pred dirko, kaj treba pripraviti. Te stvari v bistvu kot kolesar ne rabiš razmišljati in jih drugi za tebe pripravijo, ne. Zdaj moraš pa ti vse uskladiti, sploh recimo ena ekipa, kot UAE ima, ne vem, toliko pa toliko staffa, personala, osebja in moraš ti v bistvu za ves osebje splanirati program, ne. Kdo gre s katerim avtom, kdaj, kam, kako in ja, to je velike logistike, če je velika ekipa, ja. Kakšna pa je ta generacija Z, se imenuje UAE Emirates Z, generacija Z? Ja, to je v bistvu zato, ker je to neka prihodnost in zdaj se reče generacija Z, tako da prihodnost, ta generacija nova za, se pravi, potem UAE ekipo. So pa z vseh vetrov zbrani, ne? Ja, ker je pač mednarodna ekipa in so iz vseh držav, recimo, nekako izbrali tiste, ki mislijo,
da bi pasali v ekipo in tudi mislijo, da so dobri. Ne. Dva Slovenca sta, Gal Glivar in Anže Ravbar. Kako njiju vidiš, njuno pot kolesarsko? Ja, ne, jih vidim zelo v redu. No, nasploh se vsi fantje, se mi zdi, ki so v tej ekipi Gen Z, so zelo v redu, no, spašajo skupaj nekako. Slovenca pa ja, Gal je malo starejši, tako da ima malo več izkušenj in upam, da v letos tudi še mogoče naredil korak naprej, da potem prestop malo v ta profesionalno ekipo. Anže je pa tudi dober kolesar, ampak je še seveda prvo leto, tako da verjetno ima manj pritiska kot Gal, ampak ja, je pokazal že lani, da je lahko dober, da zna dirkati, tako da tudi v ekipi računamo in mislim, da se tudi je ta kolesar, da se hitro uči. No. Kakšne cilje pa sploh imaš? Zdaj, kot kolesar si vedel, kam spadaš, kakšne cilje imaš, kaj pa kot športni direktor, kam bi rad prišel? Ja, sigurno, mislim, da tudi rekel športen direktor, ne, čeprav so rekli, da nimamo tega pritiska rezultatskega v naši ekipi, ampak vseeno, seveda, greš na dirko, si daš nek cilj, seveda je dober nastopati in pa zmagati tudi kakšno dirko. No. Kaj pa dolgoročni? Moji cilji? Ja, dolgoročno bomo videli, zdaj itak, seveda ima zdaj 2 leti pogodbe tukaj, z Gen Z ekipo, tako da potem pa tudi naprej, no, mogoče prestopom v tisto profesionalno. Sicer bom kakšno dirko že letos delal, ampak ne ta večje dirke. No. A boš tudi imel tako? Ja. Recimo grem prvo v bistvu Alula Tour, se zdaj imenuje Saudi Tour, tako da grem v bistvu z World Tour ekipo tja. In pa boš kaj kot pomočnik športnega direktorja tam? Ja, v bistvu sem drugi športni direktor. Ne. En je v prvem avto, en pa v drugem. Koliko pa imaš kaj vpogleda v slovenski podmladek? Zdaj, Slovenija je majhna, ti poznaš kolesarstvo do obisti. Kakšen podmladek ima Slovenija, kakšna prihodnost je? Ja, mislim, da trenutno je par fantov, no, ki so dobri. Eni so zdaj prestopili, so prvo leto, recimo, eni so še mladinci, tako da bomo videli, no, sigurno pa zdaj bom malo bolj spremljal, ker bomo v tej vlogi, v bistvu, da ta mladi, te juniori prestopijo mogoče v mojo ekipo, tako da bom malo bolj spremljal seveda tudi slovenske kolesarje. Kaj boš novačil tudi? Ja, to bomo videli, zato v bistvu jaz nimam glavne besede, ampak lahko pa priporočam kakšnega kolesarja mogoče. Kaj pa ta novica, da gre Tadej Pogačar na tebi zelo ljubo dirko Giro d'Italia? Ali te kaj presenetila ta novica? Čeprav verjetno si že pred nami vedel, da se odhaja na dirko. Ja, jaz sem zdaj že nekaj, ne bom rekel dolg, ampak nekaj časa vedel, ja, ampak je bila nekak skrivnost. Ja, jaz mislim, da je to njemu tudi dobrodošlo, da zamenja, da tudi proba kakšno drugo dirko, spet ne samo Tour de France in seveda bo prilagodil program tudi temu, da mogoče vozi obe dirke, ne vem, tako da je sigurno to dobro, no, za njega in tudi, da si on že želel dolg časa voziti Giro, tako da so mu končno dali proste roke. Ima Giro eno tako specifiko, eno dušo posebno, ne? Je nekaj posebenega, čeprav je Tour nad, ampak je Giro res nekaj ima eno veljavo. Ja, res je, pa se zdi mogoče tudi za Slovence, zato ker je neka dirka, ki nam je zelo bližji, ne, in smo bolj navajeni hoditi bližje. Odprej, recimo, ker ni bilo toliko rezultatov, so Slovenci ponavadi navijači hodili na Giro in gledali Giro. Tako da je tudi seveda pri kolesarjih slovenskih Giro neka dirka, ki se vsak tudi želi voziti. Ti ga imaš v zelo lepem spominu, ne? 2 etapni zmagi, v končni fazi sta z Lukom Mezgecem orala ledino s temi etapnimi zmagami. Ja, dobro, midva sva bila prva, pa oba na Giro, tako da ja, ne, jaz imam lepe spomine, tudi recimo lanska Vuelta mi je ostala v lepem spominu, glih zato, ker sem nekako dobro končal, pa ponavadi so mi ostale v lepem spominu tiste dirke, ki sem najmanj trpel, ali pa mogoče ne zmagaš etape, ampak imaš nek dober občutek iz dirke. No. Kaj si že rekel, kdaj boš pomagal kolesarju do zmage na 3-tedenski dirki? Kot kolesar si že pomagal Tadeju Pogačarju, kaj pa kot športni direktor, kdaj boš? To nisem nič rekel, tako da to te izzivam.
Mislim, bi pa, ne, imaš pa. Ja, sigurno bi rad, no. Zdaj je pa res, da zdaj se prvo leto mogoče itak rabim malo izkušenj, čist drugače biti v avto kot na kolesu, tako da bomo počasi. Jan, hvala, da si vzel čas za Siolovs podcast in veliko sreče na novi poti. Ja, ni problema, hvala lepa.